Lepo pozdravljeni vsi skupaj v mojem spet video komentarju oziroma video mnenju. Danes bi se rad obrnil na neko temo, ki prevelike apetite, torej posledica prevelikih apetitov oziroma kaj se lahko zgodi, če imate kot prodajalec, pa tisti, ki prodajalci nepremičnin imajo prevelike apetite, kaj se jim lahko zgodi oziroma kakšne posledice na nek način lahko imajo oziroma imate. V zadnjem obdobju smo zdaj kar v neki fazi, vse po mojem videnju, pa mojih vsakodnevnih izkušnjah, po že kar, bom rekel, krepko v povprečju prevelikih apetitih prodajalcev oziroma kupcev, prodajalcev. Torej, prodajalci želijo preveč denarja, po domače povedan, za neke nepremičnine in se enostavno ne prodajo. To že zdaj nekaj časa ponavljam, torej trg bi naj bil živ, prodaja se vse, saj tako tudi mediji pravijo, cene še vedno po statistiki rastejo, sicer mimogrede tiste ocene so za nazaj narejene, torej to, kar se dogaja zdaj zadnje 2, 3, 4 mesece, bomo šele zdaj dobili neke podatke statistične, kaj dejansko se na trgu dogaja. V vsakem primeru se pa pojavljajo preveliki apetiti prodajalcev, kar je na nek način razumljivo. V Sloveniji je to, bom rekel, neka stalna praksa, da ljudje takoj, ko je le neka možnost, takoj želijo, bom rekel, zaslužiti čim več in seveda čim hitreje. Moje mnenje je, da je pač to napačna odločitev, torej da s prevelikimi apetiti gremo v prodajo nepremičnine, ker se dosti hitro lahko zgodi, da bo ta prodaja stekla drugače, kot ste si zamislili, oziroma se na koncu seveda nepremičnina ne bo prodala. In kaj je slabše kot to, da nepremičnina obleži na trgu 2, 3, 4, 5, 6 mesecev? Mislim, da nič pri prodaji nepremičnine. Vzrok, da pa nepremičnina leži na trgu, je pa v 98% slovenskih nepremičnin previsoka željena oziroma nastavljena cena. Tukaj ne govorim zdaj o tistih nepremičninah, ki stanejo, ne vem, 1 milijon evrov ali 2 milijona evrov, torej ki so dejansko za specifične kupce in jih lahko štejemo na prste. Govorimo o nekih povprečnih nepremičninah, ki se v Sloveniji prodajajo in so tiste, ki so največkrat na trgu oziroma največkrat del nekih transakcij, ki jih beležimo. Torej, če so preveliki apetiti, bo nepremičnina obležala na trgu, posledično kupcev ne bo, kupci se ne bojo odločali za nepremičnino, na nek način se bojo kupci in vsi, ki načeloma kupujejo ali pa so v nepremičninskem poslu in bi kupili neko nepremičnino podobno vaši, ali bojo izbrali drugo, ali pa enostavno bojo čakali, da pač spustite ceno. Tisto varianta, da cene rastejo, ok, cene v povprečju seveda so v zadnjih letih kar lepo spet zarastle, ampak na nek način opažam, da marsikdo gre čez to rast in želi preveč in mi velikrat ljudje rečejo, ja pač jaz toliko želim, toliko bom prodal, če bo prišel kupec, bo prišel, če bo moče ne. Zdaj, ali je to pravilno, ne, to je že spet debata za nek drug video, ampak preveliki apetiti vam bojo pripeljali do tega, da vam bo nepremičnina obležala na trgu in se ne bo prodala in potem boste ceno praviloma spuščali. Govorim, to velja za veliko večino stvari oziroma nepremičninskih poslov, vse pa včasih tudi najde seveda kakšna izjema, če seveda nepremičnina nekje upraviči neko vrednost, lahko torej, da je res toliko boljša kot neke povprečne druge ali na res toliko boljši lokaciji. Toliko na kratko, torej pazite na apetite, da tako rečem. Jaz zagovarjam še vedno tezo, da preniske cene ne morete postaviti, mogoče o tem kdaj malo kasneje. Jaz dostikrat, tisti, ki mi zaupajo, speljem v posel zelo hitro in za zelo, zelo visoko ceno, pa bom povedal, kaj naredimo, v bistvu postavimo skoraj prenisko ceno, meni rekel, ampak ne, v resnici je vedno drugače. Zakaj? Ne vem, vsega vam ne bom izdal, nekaj ostane tudi poslovna skrivnost, kako to naredim jaz oziroma naredimo. V vsakem primeru pa preveliki apetiti pripeljejo do neprodaje nepremičnine in do zaključka, ki si ga noben ne želi, torej nepremičnina se ne bo prodala. Lepo se imejte, srečno, kjerkoli že ste in uživajte. Adijo.